pozdrav na današnjem dogodku. Naj se najprej predstavim, moje ime je Jasna Mažgon, trenutno sem prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo in tudi vodja projekta Evropska noč raziskovalcev Humanistika, to si ti. In današnji dogodek je eden od preddogodkov v sklopu tega projekta, ki ga koordinira in vodi Filozofska fakulteta, vanj pa je vključenih še nekaj, torej še 11 drugih članic univerze. Na pobudo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport je današnje srečanje namenjeno predstavitvi novega okvirnega programa, ki se začenja z januarjem 2021, Obzorje Evropa, in bo predstavljal nadaljevanje in v nekaterih pogledih verjetno tudi nadgradnjo iztekajočega se okvirnega programa Obzorje 2020. Z nami so zato predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, tako imenovane nacionalne kontaktne osebe za Obzorje 2020. Naj jih predstavim. Dr. Stojan Sorčan, magister Darja Valančič, dr. Andreja Umek-Venturini in dr. Davor Kozmus, ki nam bodo danes predstavili okvirni program. Naj izpostavim, da je to prva javna predstavitev Obzorja Evropa pri nas, zagotovo bodo sledile številne druge, nekatere tudi še v okviru projekta Humanistika, to si ti. Vsebine današnjega dogodka so namenjene predvsem raziskovalkam in raziskovalcem, ki se bomo srečevali z razpisi in prijavami na projekte v okviru Obzorja Evropa. Posebno pozornost smo namenili tudi vodstvom raziskovalnih inštitucij, ki imajo seveda bistven pomen pri zagotavljanju in nudenju pogojev za uspešno raziskovalno delo. Poleg predstavitev različnih možnosti, ki jih ponuja novi okvirni program in so jih pripravili že omenjeni sodelavci ministrstva, bo današnji dogodek vseboval tudi izkušnje dobrih praks, ki so jih s prijavami na projekte v iztekajoči se shemi imeli naši kolegici in kolega s Filozofske fakultete. Z nami bi morala biti, zaenkrat se nam še ni pridružila, upam, da se nam še bo, profesor dr. Marta Verginela, prejemnica ERC Advanced Grant projekta IRIN, dr. Erika Mecoli, prejemnica Marie Skłodowska-Curie Fellowship štipendije in docent dr. Matija Črešnar, vodja raziskovalne skupine v sklopu projekta Entrans, ki ga finančno podpira mreža HERA. Toliko na kratko za uvod. Vsak od govorcev bo imel približno 10 minut časa za predstavitev, 10 do 15. Predlagam, da se morebitna vprašanja zbirajo v tako imenovanem chatu. Krajše odgovore bodo gostje lahko podali takoj po svoji predstavitvi, če pa bi terjali odgovori kakšne daljše pojasnitve, pa jih bodo priskrbeli in bodo tudi na voljo preko naših kanalov obveščanja. Ker dogodek snemamo, kot že rečeno, ga bomo tudi dali na našo spletno stran. Zdaj pa vabim magister Darjo Valančič, ki je na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport nacionalna kontaktna oseba in se ukvarja s pravnimi in finančnimi zadevami, da uvodoma predstavi okvirni program Obzorje Evropa in novosti, ki jih le-ta prinaša. Tako da, izvolite. Super, hvala lepa za besedo. Uvodoma seveda lep pozdrav vsem udeležencem. Jaz sem pripravila eno kratko predstavitev in sicer bi se skozi program sprehodili na način, da bi uvodoma majčkeno pogledali, kaj je vsebina Obzorja Evropa. Potem bi v drugem koraku si majčkeno mogoče pogledali, kdo vam lahko pomaga na vaši poti pri iskanju ali pa pripravi projekta. Potem bi se majčkeno osredotočili na to,
kje so objavljeni tisti razpisi, ki so za vas lahko zanimivi. Ker ne moramo iti zelo v globino, bomo samo na hitro osvetlili, kdo seveda lahko sodeluje oziroma za koga program Obzorje Evropa je oziroma komu je namenjen, in potem na koncu sledi en kratek zaključek. Preden se pa dotaknem v bistvu Obzorja Evropa, je mogoče dobro pogledati tole časovnico, in sicer lahko vidimo, da je okvirni program Obzorja, se pravi 7. okvirni program, ko se je iztekel, je en del financiranja prešel tudi v obdobje Obzorja 2020. Kar pomeni, da ko se bo Obzorje 2020 izteklo, trenutno se nahajamo v tem delu delovnega programa 2018-2020, bo določen del financiranja tudi v času trajanja programa Obzorja Evropa. Zdaj, mogoče nekomu ta shema ne pove prav dosti, drugi bi pa lahko iz tega izvedeli marsikaj, in sicer, da pravila ali pa delovanje programa Obzorja 2020 bodo se nadaljevala tudi v tem obdobju, ko bodo začela veljati pravila programa Obzorja Evropa. Obzorje Evropa bo prineslo določene novosti, ne bodo neke zelo strašne pa zelo drugačne, pa vendar je treba vedeti, v kater program ste vstopili, katere stvari se financirajo, tako da v bistvu bo potem tudi vam olajšano delo, da boste vedeli, kaj se od vas pričakuje v smislu vodenja projekta, morebitne potem kasneje revizije in ostalih zadev. Torej, program Obzorja Evropa, najbrž ste to shemo že opazili ali pa se z njo srečali, tudi kolegi danes bodo jo omenili kar nekajkrat. Gre za tako imenovane 3 stebre, pa potem še te vsebine, ki so seveda horizontalne. V podrobnosti se jaz ne bom spuščala, zato ker se boste s določenimi vsebinami konkretno srečali potem kasneje. Je pa dobro poznati to shemo, pa vedeti, kaj ta shema ponuja, zato ker potem lahko lažje pridete do nekih informacij. V tem smislu je mišljeno, da vam informacije o posameznih razpisih ali pa o projektih, ki bi vas lahko zanimali, nudimo nacionalne kontaktne osebe. Trenutno za tiste, ki ste bolj pozorni, vidite, tukaj smo navedene kontaktne osebe Obzorja 2020. Taka shema bo pripravljena tudi za Obzorje Evropa. Seveda so pa tiste informacije, ki jih lahko pridobite, tudi morebitni kakšni dogodki, infodnevi, delavnice. Pomembno ali pa zelo bi vam položila na srce, da je dobro, če imate projektno pisarno, da se obračate tudi na sodelavce te pisarne oziroma koristite storitve ali pa usluge podpornih služb, zato ker določene stvari pri projektih do zdaj in Obzorja 2020 in Obzorja Evropa naslavljajo zadeve na način, ki jih lahko zasledite kot beneficiaries usual accounting practice ali pa usual practice. To pa je potem težko pomagati ali pa sodelovati ali pa svetovati določenim institucijam ali pa posameznikom, ker mi kot nacionalne kontaktne osebe ne poznamo ustroja posameznih organizacij in institucij, in je zato dobro, da vi sami pri sebi veste, ne vem, kar se tiče stroškov, recimo, kako se obračunavajo, kako se plače pri vas obračunavajo, in potem to prakso, ki velja, peljete potem tudi na projektih Obzorja 2020 in Obzorja Evropa. Absolutno te naslovi, te številke, te maili, ki so vam na razpolago, če se zgodi recimo, da kontaktirate nekoga, pa niste čisto prepričani, če je to prava oseba ali pa prava vsebina, ni nič narobe. Delujemo po principu no wrong doors, se pravi, če boste naslovili recimo kolega dr. Sorčana, ki se ukvarja z Marie Curie Sklodowska ukrepi, pa bi bilo vprašanje kakšne druge narave, vam bo potem pomagal in poiskal tisto pravo kontaktno osebo za tista vprašanja, ki vas zanimajo. Jaz več kot toliko tukaj ne bi, tako da v bistvu nekako schematsko sem poskušala čim bolj plastično prikazati, kdo bi vam bil lahko na vaši poti v pomoč. Zdaj pa razpisi so objavljeni ali pa jih lahko najdete na portalu Funding and Tender Opportunities. Sama slika mogoče koga takoj odvrne, ker je zelo veliko informacij, in to so v bistvu vsi programi v obdobju 2014-2020. Tukaj sem obkrožila, je program Obzorja 2020, tlele spodaj se bo pa potem pojavil še program Obzorje Evropa. Zdaj, v primeru, če vam ta način ali pa ta način iskanja nekako ni,
se vam ponavadi pokaže ta maska, to je osnovna maska tega, in tukaj vidite, ta rumeni del nakazuje, da ste na domači strani, tukaj so pa te zavihki, ki so za vas recimo zanimivi. Ta del razlagam za tiste, za katere sem rekli, da so bolj novi v tem delu, za te, ki ste poznavalci, pa to bolj recimo temu ponovitev. Torej, zdaj v tem delu, ko se pokaže Search and Funding Tender, lahko vidite, da se tule notri lahko opisujejo določene besede, po katerih lahko iščete. Te kljukice pa nakazujejo pač tista obdobja, ki vas zanimajo, se pravi projekti, ki so že bili ali projekti, ki še prihajajo. Tukaj potem seveda spet search po programih, zberete z drsnika to, kar vas zanima. In recimo jaz sem se poigrala in sem napisala eno besedo, in sem rekla, recimo, zanima me obnašanje, behavior. In razpis, ki prihaja z tega področja in mi je pokazal, oziroma mi je sistem najdel ta en prihajajoči razpis. Ko ga potem kliknete, se odpre vse tisto, kar vas zanima. Mislim, da je to dosti prijazna stran, seveda, ko se z njo spoznate. Za tiste, ki vas še zanima, recimo so tle še na tem zavihku tudi pretekli rezultati za tiste projekte, ki so že bili, pa se lahko pogledate. V zavihku support potem dobite določene, recimo delček, ki se nanaša na frequently asked questions in podobno. Tako da v bistvu informacija ali pa tisto, kar sem želela tle, da odnesete s seboj, je, da poznate ta portal Funding and Tender Opportunities. To je v bistvu ključno. Zdaj, ko se vprašamo, oziroma ko rečemo, kdo lahko sodeluje, ločimo med dvemi tipi projektov v grobem. Eno so ti standardni kolaborativni projekti, kjer rečemo, da se zberejo ali pa združijo 3 pravne osebe, ki so ustanovljene v državi članici ali pa v pridruženi državi, se pravi member states ali pa associated country. Tisti, ki so že v projektih, vam bodo znali povedati, da so zelo redki projekti s tako majhnim številom, praviloma so to projekti z večjim številom ljudi oziroma sodelujočih. Razen v primerih, ko govorimo o monobeneficiarjih, to so te inštrumenti, ki so našteti tukaj, takrat pa je v bistvu en posameznik z te ene pravne osebe, ponovno ustanovljene v državi članici ali pridruženi državi, in je v bistvu tisti osrednji del oziroma tisti, ki je pač financiran. So pa seveda tudi taki razpisi, ki zahtevajo neke dodatne pogoje in takrat je dobro pogledati, če v posamezni delovni program, če je tam še kaj posebej navedenega, da se potem v bistvu dobro spiše ta projektna prijava. Tle bi mogoče samo omenila, da velikokrat dobimo vprašanje, kaj je bolje, ali biti koordinator, ali biti samo upravičenec. Iz naših dosedanjih praks bi rekla, da to ni neka taka dilema, da bi to nekdo izbiral. Se pravi, ponavadi za kolaborativne projekte je nekako dobrodošlo, da ste prej en partner v projektu, da se majčkeno spoznate, da vidite, kako stvari tečejo. Potem pa ja, absolutno, če imate to željo in če je institucija zainteresirana in imate seveda podporo vodstva in podpornih služb, tudi lotiti se koordinatorstva ni tako nemogoče, je pa seveda zavedati se treba, da je to zelo zahtevno in da zahteva zelo veliko dela in niste odgovorni samo za sebe, ampak za konzorcij kot celoto. Tako da v bistvu, zdaj, če povzamem to svoje neko izvajanje, kar se tiče obzorja Evropa, te stebri, to shemo je dobro poznati, da veste, na koga se obračati. Nacionalne kontaktne osebe, projektne pisarne, podporne službe vam absolutno pri vašem delu lahko pomagamo. V tistem delu, ko imate kakšna ta strokovno-tehnična vprašanja, ideja je seveda vaša. Vi ste tisti poznavalci, ki veste, kateri projekt prijavljate oziroma kaj je tisto vaše glavno vodilo. Portal, čim prej se spoznati z njim. Že v obzorju 2020 je vse potekalo elektronsko, nič več ne poteka papirno, to se pravi, tudi vsi dokumenti se nalagajo kot PDF, skenirani dokumenti, tudi poročanje kasneje je vse v elektronski obliki, tako da s tem portalom se je res dobrodošlo spoznati. Rekli smo, ločimo kolaborativne projekte pa individualne projekte.
O individualnih boste danes še kar nekaj slišali, pa kolaborativnih smo rekli ta pogoj 3 minimalnih sodelujočih, ampak pravim 6 do 8, lahko tudi več, 10, 12, odvisno koliko partnerjev je potrebnih, da se izvede projekt in pač nekdo to koordinira, ostali so potem upravičenci v projektu. Zdaj, kar se tiče koristnih povezav, trenutno je že vzpostavljena spletna stran Obzorje Evropa, to je komisijska stran. Določene informacije pa bomo mi potem tudi naložili na naši spletni strani MIZŠ, ko bo seveda zadeva toliko daleč, da se bojo v bistvu stvari bolj konkretno vedle, ker trenutno še določenih informacij tudi mi sami nimamo, tako da vse stvari so bolj v fazi zdaj vzpostavljanja. Tako, s tem sem jaz v bistvu prišla na kratko do konca svojega izvajanja. Zdaj, če so še kakšne vprašanja, lahko odgovorim. Hvala. Hvala lepa, magister Valančičeva. Vprašanja v chatu. Se lahko predstavitev na ekranu poveča, no, to vsi, ki ne predstavljate, utišate. Ali nam boste lahko posredovali prezentacijo tudi na e-mail? Načeloma ja, noben problem, lahko. Ni problem, se pravi, se vam oglasijo in... Lahko pa tudi, kar se meni tiče, tudi vi distribuirate, če imate kakšen seznam, pa se to naprej posreduje, noben problem. Dogodek se snema, ne, tako da tudi tam bo vidno, no, ampak... Lahko me pa kontaktirajo, pa dobijo. Bomo prosili vas tudi za samo prezentacijo. Zdaj, seveda, če kdo želi še kakšno vprašanje postaviti, zaenkrat ne vidim nobene dvignjene roke. Če ne, bi dala besedo kar dr. Stojanu Sorčanu, ki je nacionalna kontaktna oseba za ukrepe Marie Skłodowska-Curie pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Predstavil bo to shemo v Obzorju Evropa, splošne značilnosti, področje razpisov, pogoje, kriterije in tako dalje, tako da izvolite, dr. Sorčan. Hvala lepa za besedo. Očitno imam probleme z prenosom datoteke. Piše, da je moj browser, mi tega ne dovoljuje. Najbrž ne moremo pomagati zdaj ta hip. Zdaj, če ne moremo pomagati, lahko tudi brez prezentacije predstavim. Zdaj, lahko poskušam še enkrat, ampak ne gre. Ne gre, je prepovedano. Stojan, spod imaš opcijo v Zoomu share screen, po moje bo to potrebno. Ja, je, ampak mi ne deluje. Piše, your browser is preventing access to your share screen. To pa je nenavadno, ker jaz sem vas naredila za, čakajte, sam še enkrat, ja, kot co-hosta. Zdaj, edina varianta je, ne vem, da mi mogoče pošljete. Mogoče pa program obrnemo, še malo poskušaš, Stojan? V bistvu lahko se predstavim v sosedno pisarno. A mogoče malo zamenjamo točke med tem? Pa mogoče ti začneš, pa bom jaz se potem oglasil iz druge sobe. Dobro, potem pa naredimo tako. Pa bi zdaj potem povabila k besedi dr. Andrejo Umek Venturini. Ja, hvala lepa. Ja, no, mogoče, da vas ne predstavljam jaz na dolgo, poveste sami, kaj so pravzaprav, kakšna je vaša vloga kot nacionalne kontaktne osebe. Tako da na začetek, jaz upam, da je predstavitev vidna. Je. Je, dobro. Še na prvo stran dam, drugače pa lepo pozdravljeni v mojem imenu. Sem Andreja Umek Venturini, prihajam iz Direktorata za znanost, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
in bom danes predstavila Evropski raziskovalni svet oziroma s kratico ERC in možnosti, ki jih ponuja v naslednjem letu 2021 kot nacionalna kontaktna oseba za ta program. Tukaj na kratko vidite vse sheme, ki jih Evropska unija na svojem nivoju ponuja za izgradnjo oziroma krepitev raziskovalnih karier. Že od Erasmus, česar se že študentje poslužujejo, preko Marie Sklodowska-Curie, kar bo predstavil kolega za menoj, smo ga malo preskočili, da reši medtem svoje tehnične težave. Potem pa pridejo počasi po podoktorskem obdobju, pridejo pa razpisi Evropskega raziskovalnega sveta na vrsto v 3 kariernih stopnjah proti že koncu uveljavljenim raziskovalcem in raziskovalkam. Ob tem bi še omenila COST akcije, ki so lahko zelo dober inštrument tudi za pridobivanje mednarodnih izkušenj, mednarodnih sodelavcev in poznanstev, ker namreč ravno ta internacionalna mobilnost oziroma neka internacionalizacija vaše raziskovalne kariere je vsaj v primeru razpisov ERC zelo pomembna komponenta v vašem CV-ju, na katero gledajo evalvatorji. Zdaj, če na kratko predstavim ERC, za teh 10 minut bo res kratkih, tudi imamo potem še naprej delavnice, kjer bomo 3. novembra bolj podrobno šli v svetovanje, kako pripraviti odličen projektni predlog oziroma, kot so že pred mano rekla kolegica, smo vedno odprti, da nas kontaktirate. Skratka, to bo bolj en prelet. Torej, Evropski raziskovalni svet je namenjen temu, da podpira odlično znanost z razpisi za individualne projekte na evropski ravni, kar pomeni, da tukaj res grejo razpisi namenjeni temu, da podpirajo znanost kot tako. In tu ni pomembno, katero temo prijavite, vsa področja, vsa znanstvena vprašanja so tu dobrodošla, da le pomenijo preboj znanosti naprej od obstoječega znanja. Tudi ste na nek način prosti različnih prioritet, ki jih včasih postavljajo evropski programi, bodisi političnih, gospodarskih ali družbenih. Tukaj gre res za podporo znanosti. Gre pa za individualne projekte, skratka tukaj ne velja to pravilo konzorcija, pravzaprav so zelo nenaklonjeni temu, da izpade projektna prijava nekako konzorcijsko kot sodelovanje enakovrednih partnerjev, ampak gre za individualne projekte in podelijo prijavitelju ali prijaviteljici, da izpelje svojo projektno raziskovalno idejo. Jasno pa je, da se večina znanstvenih področij se lahko ambiciozne raziskave izvedejo samo z raziskovalno skupino in zato so seveda tudi stroški vseh članov vaše skupine, s katerimi boste delali in vodili to raziskavo v primeru uspešne potrditve, tudi veljavni stroški na tem projektu. Zdaj, ERC kaj vam ponuja? Ponuja vam pravzaprav raziskovalno kreativno svobodo, zaradi tega, ker gre to za 5-letne projekte, pomeni daljše časovno obdobje za obsežnimi finančnimi sredstvi, s katerimi lahko resnično realizirate svoje raziskovalne ambicije. Pomembno je tudi zato, ker se lahko mogoče bolj posvetite v tem primeru raziskavam, se razbremenite kakšnih drugih nalog za tako časovno obdobje, in tudi seveda sestavite svojo raziskovalno skupino po svojih željah, ker kot rečeno, stroški, ki so veljavni pri odobritvi projekta, so tudi za vse vaše sodelavce, ki jih vodite. Pomembno pri tem pa je, da tudi vi sami gledate na svoj ERC projekt, ko ga dobite, kot na en pomemben projekt, pomembno stopnico v vaši karieri, zato so na ERC postavili minimalne meje, koliko pričakujejo z vaše strani časovne angažiranosti na projektu. In te minimalne meje so različne glede na karierno stopnjo. Za začetnike so vsaj 50% delovnega časa je nujno biti na projektu ERC, za consolidator, se pravi za tiste, ki utrjujejo svojo kariero, 40% in za že uveljavljene raziskovalke oziroma raziskovalce 30%. Za vse pa velja, da je potrebno biti vsaj 50% delovnega časa v Evropski uniji, ker to gre za program, ki spodbuja znanost v Evropi. Zdaj, da ERC seveda redno spremlja učinke svojih programov, če so nastavitve
projektnih razpisov, pogojev primerne, da dosegajo svoje cilje, in to je podpora znanosti v Evropi na najvišjem nivoju. In te številke, ki so jih pripravili ob svoji 10-letnici, to je 3 leta nazaj, kažejo na to, da dejansko sistem ERC uresničuje svoje zastavljene cilje v tem smislu. Skoraj 3/4 projektov doseže pomemben znanstven preboj, kar se potem seveda izkaže v pomembnih objavah, publikacijah in nenazadnje tudi v prestižnih nagradah na posameznih področjih tem vodjem ERC projektov. Pomembno pa je, da povem še to, da pravzaprav ima ERC projekt tudi nekak strukturen učinek pri inštituciji gostiteljici, tudi z tega vidika je pomemben, ni pomemben samo za raziskovalca, ki ga prejme, oziroma raziskovalko, ampak ima tudi pomemben učinek na sami instituciji, in to vidimo že iz tega podatka, ko je v tistem časovnem obdobju, ko je bilo to zbrano, je bilo podeljenih 9500 ERC projektov, zdaj jih je recimo že preko 10 000, ampak takrat so preko teh projektov je bilo vključeni v financiranje in v vrhunske raziskave pravzaprav 60 000 raziskovalcev. Predvsem so bili seveda to mlajši sodelavci, ki so na ta način bili pač nekako spremljali res vrhunske raziskave in s tem se nekako ustvarja tudi naslednja generacija vrhunskih raziskovalcev. Tako da ERC projekt ima večji multiplikativni učinek, kot je sama projektna raziskava in potrditev predlagane hipoteze. Kot je bilo že rečeno, pravzaprav zdaj prehajamo s tem letom zaključujemo obzorje 2020 in gremo v naslednji 7-letni cikel v obzorje Evropa. Sheme ERC, način dela in razpisi bodo zelo podobni, tu ni velikih novosti, 3 bi pa vseeno omenila, ki so pomembne. In prva je prenova strukture evalvacijskih panelov. Namreč, ko prijavite ERC projekt, izbirate med enim od panelov, vsa znanstvena področja so razdeljena na več panelov, izberete panel, kamor želite prijaviti svoj projektni predlog in tam vas tudi ocenjujejo. In do zdaj je veljalo, da je bila znanost razdeljena na 25 panelov, zdaj jih poznajo pa 27, dodali so še 2, ker seveda znanost se tudi razvija, ustvarjajo se nova zanimiva področja. Tukaj imate tudi spletno stran, na kateri si lahko natančno pogledate teh 27 novih panelov, kako so jih strukturirali in tudi vse ključne besede, ki posamezni panel opišajo, zato da se lažje odločite, na kater panel bi naslovili svoj projektni predlog. Je pa to zelo pomembno, ne nazadnje zato, ker tudi po izbiri ključnih besed, ko jih morate nekaj navesti v svoji prijavi, glede na to vam tudi delijo evalvatorje. In seveda, kot veste, je to zelo pomembno, kdo bere vaš projektni predlog. Tako da tudi tukaj so pomembne strategije in vas vabim, ko boste na tej točki, da če ste v dilemi, da se posvetujete in skupaj poiščemo najboljši panel za vašo prijavo. Nekaj več o tem, pa kot že rečeno, bomo imeli tudi 13. novembra na bolj praktični delavnici. Torej, tukaj je pričakovani koledar razpisov strani ERC, kot ga pričakujemo v letu 2021. Beseda pričakovani stoji zato, ker je pravzaprav celoten program obzorja Evropa v fazi sprejemanja in upamo, da bo pač sprejet tako, kot je potrebno, s takim časovnim rokom, sicer se zna mogoče še kaj zamakniti, ampak si upamo, da ne. Torej, Starting Grant in Consolidator Grant bosta razpisana v januarju, z zaključnima rokoma v marcu in aprilu, Advanced Grant pa nekoliko kasneje v maju, z zaključnim rokom v avgustu. Tukaj vidimo še osnovne karakteristike vseh teh razpisov oziroma shem, ki so ponujeni preko Evropskega raziskovalnega sveta. Torej, kot rečeno, že v januarju bosta razpisana najprej Starting in Consolidator Grant, ki mu bo kasneje sledil Advanced Grant. Synergy Grant, za tiste, ki ste recimo že spremljali do zdaj delo in aktivnosti ERC-ja in to poznate, moram povedati, da Synergy Grant v letu 2021 ne bo razpisan, ker bo leto nekoliko krajše zaradi tega poznega sprejemanja obzorja Evropa in ne bi mogli kvalitetno izvesti toliko evalvacij, toliko razpisov. Je pa to shema, ki je nedvomno bo obstala in Synergy Grant se vrne v letu 2022.
Proof of concept, pa samo toliko, da povem, je pa v bistvu shema, ki je namenjena tistim, ki že imajo ERC raziskovalni projekt. Torej, te osnovne 3 sheme, individualne, starting grant, consolidator in advanced grant, se pravzaprav v glavnem razlikujejo po tem, da ste veljavni za njih, odvisno v kakšni stopnji kariere ste oziroma koliko let ste po prejemu doktorskega naziva. Pri tem moram povedati, da ERC resno jemlje prekinitve kariere in to ne v slabšalnem smislu, ampak spodbuja raziskovalke in raziskovalce, ki so imeli določeno prekinitev kariere, da se vrnejo v raziskave in nadaljujejo. Zato so ta okna pravzaprav gledana glede na aktivna leta raziskovanja. In določene prekinitve, kot so recimo starševstvo, morda tudi kakšna daljša bolezen, so vse veljavne in ko boste pač na točki, da se prijavljate, lahko skupaj pogledamo, kaj vse bi lahko tudi nekako uveljavljali kot vaše podaljšanje tega obdobja. Recimo samo za en primer tukaj povem, da v primeru materinstva je podaljšanje veljavnega obdobja, kamor bi sodili po vaši karierni stopnji glede na prejem doktorskega naziva, je 18 mesecev za vsakega otroka. To je recimo samo en primer. Tu sem še na kratko potem pripravila nekaj osnovnih vprašanj, v katere je prav, da se sami vprašate, ko prijavljate projektni predlog. Nekako posredno je treba na ta vprašanja odgovoriti skozi opis vašega projektnega predloga in argumentacijo. Take stvari bodo iskali panelisti, ko bodo brali vaš projektni predlog. Seveda je najpomembneje, da pokažete, da zelo dobro poznate aktualno stanje znanosti na vašem področju in glede na to umestite svojo raziskovalno idejo in pokažete, kakšen odskok bi to pomenilo, vkolikor vam bi uspelo izpeljati projektni predlog. Tudi je dobro mogoče pokazati na časovne komponente vaše ideje, zakaj je recimo ravno zdaj pravi čas, da izpeljete nek projekt, da so se mogoče določeni podatki pojavili ali pa so zdaj dosegljivi, ki prej niso bili ali kaj podobnega, nekako argumentirate to časovno primernost. Ker gre pa tukaj seveda za temeljne raziskave, je vedno nekaj rizika, da morda hipoteza, kot ste jo postavili, ne bo potrjena popolnoma ali bo treba mogoče drugače pristopiti do iskanja kakšnih podatkov, kar ste napovedali ali kaj podobnega. Zato je nujno nekako na kratko opisati tudi to, kako boste ravnali s temi tveganji in kako boste mogoče se drugače lotili, če vmes na nekih kritičnih točkah, ki jih pričakujete, bi raziskava šla drugače, kot ste jo v osnovni hipotezi napovedali. To je povsem sprejemljivo in tudi ni nič slabega, pravzaprav je dobro, da pripravite v projektnem predlogu nek tak B-scenarij, da tako rečem, ker s tem pokažete, da se zavedate obsežnosti vaših raziskav in tveganosti. In seveda ne nazadnje, pisati morate tudi dobro sebe, tudi to ocenjujejo, ne samo vsebinsko projektne ideje, ampak tudi vas kot prijaviteljice ali prijavitelja in pokazati za svojimi referencami, zakaj ste pač prava oseba, da vodi ta projekt, da ste mednarodno konkurenčni na svoji stopnji, kar je seveda razlika in to evalvatorji tudi berejo v tej luči, ali ste vi zdaj 2 leti po doktoratu, ali ste 7, ali kakorkoli, skratka, to je pri njih, ni nekega pravila, da vam bi rekla na tej stopnji toliko objav, tako, ampak tako nekako zvezno, kar bi se pričakovalo za nekega potencialno vrhunskega raziskovalca, da je na tej stopnji ima za seboj. Zelo dobro, sploh za mlajše, to zdaj govorim, pa je zelo dobro, da vključijo tudi neke reference, ki kažejo na začetno samostojnost, da pokažejo, da se jim lahko zaupa, da bodo zdaj sami vodili 5-letni projekt. Vedno z veseljem pokažem 14 naših dobitnikov ERC projekta v Sloveniji. Na začetku smo začeli zelo počasi, so kapljali ERC projekti, da tako rečem. Zdaj v zadnjem času se je pa stanje izboljšalo, kar me izjemno veselim. Po letu 15 dobimo tako rekoč vsako leto vsaj en ERC projekt v Sloveniji. Tako da začeli smo s fizičarko Nedeljko Žagar z Univerze v Ljubljani na stopnji starting grant. Bo pa danes tudi naša gostja in profesor dr. Verginela, ki bo svoje dragocene izkušnje za svojim projektom na advanced stopnji predstavlja. Moram reči, da je žal ta projekt
edini z področja humanistike med slovenskimi ERC projekti, ampak kot pooblaščena oseba in nacionalna predstavnica imamo pogled tudi v analize razpisov in vam lahko zagotovim, da tudi na področju humanistike se določeni prijavitelji zelo visoko uvrstijo, vendar ne dovolj visoko za prejem sredstev. Kar pa nas mogoče loči od povprečja EU je to, da se pogosto prijavitelj ali pa prijaviteljica, ki ne pride do financiranja, čeprav zelo visoko ocenjena in pohvaljena, ne odloči za izboljšavo svojega projektnega predloga in ponovni poskus. To bi zelo spodbudila, ker je seveda naslednjič stopnja uspešnosti precej boljša, ker imate že nekaj učne ure, da tako rečem, za seboj. In tudi na evropskem nivoju moram vam zagotoviti, da pravzaprav zelo redko uspejo tudi v tujini z prvo prijavo. Tako da to bi bila ena taka spodbuda, da ne kar odstopi. In še na koncu, da nekaj povem o podpori, ki jo lahko, kadar greste na razpise ERC, prejmete. Vsekakor sem pač jaz vam tukaj na voljo kot nacionalna kontaktna oseba, kot oseba, ki imam redne kontakte tako na ERC, da lahko preverim interpretacijo določenih pravil, kako ravnati v kakšnih okoliščinah. Tako imam tudi stike z predstavniki, kot sem sama v drugih državah, lahko pogledamo, če se v kakšnih drugih državah že določena situacija izšla in kako. Seveda se tudi takole dogovorimo za takele dogodke, kot je današnji, predstavitve vam bodo na voljo. Bi pa opozorila na dve stvari še in eno je organizacija ERC čitalnic, to je redni dogodek, ki ga delam na ministrstvu. Zdaj žal v tem času pandemije, ki jo imamo, se lahko bolj individualno zmenimo, kot dogodek to ne bo, ampak vas vabim, če ste na tem, da oddajate, da boste oddali ERC projekt, je zelo koristno, da vidite uspešne predloge, ki so pripeljali do projektov Slovencev, ki jih imamo v naši knjižnici, da pogledate strukturo njihovega prikaza, argumentacijo, izpostavljanje CV-ja in podobno. Tako da me kar kontaktirajte, pa bomo se individualno dogovorili za en tak pogled. Vkolikor pridete v drugo stopnjo ocenjevanja, ker namreč to sem preskočila prej, ker pač imamo malo časa, bo več tega v novembrski delavnici. Projektni predlog ERC vi oddate naenkrat, v enem, da tako rečem, potem pa poteka evalvacija v dveh stopnjah, v dveh korakih. In vsi, ki se pač prebijete, da tako rečem, v drugi krog, v drugi korak, imate tudi intervju s panelom. Tako da imamo tudi to, če pridete v drugi krog in če nas kontaktirate, vam organiziramo, to smo že delali in je bilo zelo pač dobrodošlo, generalko, da malo potrenirate svoj intervju, ker tle spet cel nabor strategij in nasvetov, kako se pripravite za ta intervju. In seveda naša spletna stran, ki jo je tudi kolegica že pokazala, imamo tudi vsak program svoje okence, svojo stran, kjer lahko pogledate vse informacije, ki jih tam pustim v zvezi z ERC. Preden zaključim, bi rekla še tole, da smo, ker je za nas uspešno sodelovanje Slovenije na ERC razpisih zelo pomembno, smo v dogovoru z ARRS-jem, da vodi dve shemi, ki pomagata slovenskim prijaviteljem na ERC razpisih. Eno so štipendije za obisk pri nosilcih ERC projektov, da greste lahko za nekaj mesecev v eno tako skupino, ki ima ERC in vidite, kako se tam dela, kako so se lotili projekta, skratka vam pomaga pri uspešni pisanju vašega predloga naprej. Druga pa je komplementarna shema, to je pa namenjeno tistim, ki so potem že prijavijo na ERC projekt, dobijo dobro oceno, pa ne projekta in pridobijo zato strani ARRS-ja en tak manjši temeljni projekt, da izboljšajo in bolj izčistijo svojo projektno idejo in naslednjič uspešno prijavijo na ERC. In seveda vaša gostiteljska institucija je tretja točka podpore pri vaši prijavi. In s tem bi jaz zdaj zaključila. Tukaj so še pomembne povezave, med njimi je tudi ta ministrska spletna stran, o kateri smo govorili. In zdaj, če je kakšno vprašanje, takoj z veseljem odgovorim, drugače se pa mogoče tudi po koncu še, ko bodo vsa predavanja, predstavitve za nami, še lahko pač kaj pogovorimo ali kaj kasneje na tale moj kontaktni naslov z veseljem. Hvala.
Hvala tudi vam, dr. Umek Venturini. Zdaj vprašanja v chatu nisem zasledila, mogoče kdo v živo, kar oglasite se, prosim, če kdo želi kaj vprašati. Mogoče tudi na koncu, no, če... Mogoče, jaz si tako ostanem, tako da, ja, kadarkoli vmes, če se pojavi kakšno vprašanje, če ne pa, tako kot smo rekli, ne, naše predstavitve boste imeli, da jih skupaj objavite z ostalim gradivom in naše kontakte pa tudi. Hvala. Hvala tudi vam. Zdaj bi pa najavila profesor dr. Marto Verginelo, redno profesorico za slovensko in občo novejšo zgodovino na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete in seveda, kot je povedala že dr. Venturini, prejemnico ERC Advance Grant, torej financiranja za uveljavljene raziskovalce in sicer za raziskovalni projekt IRENE, tako da prosim, profesor Verginela. Ja, dober dan, jaz imam resne težave z povezavo, upam, da bo zdržala. Prej sem se povezala z računalnikom, povezava ni zdržala, zdaj sem s tablico, tako mogoče bo tu bolje. Zato tudi ne bom, mi ni mogoče dati to gradivo, kar sem si pripravila. Žal tehnologija ne deluje tako, kot bi želeli in to je nedvomno resna objektivna težava, zato tudi nisem slišala celotne predstavitve dr. Umekove, čeprav mislim, da je ona že marsikatere stvari, ki sem jih jaz hotela povedati, že povedala, tako da del svojega posega bom skrajšala. Zdaj mislim, če pomislim kako je ta projekt, moj ERC oziroma naš ERC projekt nastal, ker gre seveda za skupinsko delo in bom rekla idejo, ki sem jo jaz imela in s pomočjo skupine tudi uresničila. Mislim, da je bilo ključno raziskovalno delo, ki smo ga opravljali dobrih 14 let pred samim ERC-jem. Mislim, da je dobra raziskovalna ekipa zlasti za ERC Advance ključen moment. Seveda lahko prijavo opravi posameznik, ampak če gre za raziskovalno skupino, pomeni, da so lahko, bom rekla, da je lahko angažma porazdeljen, da lahko poteka vse prek razprav, debat in mislim, da je to zelo pomembno, kajti večkrat se zagledamo v neko raziskovalno idejo, mislimo, da je ta pravilna, nimamo nikogar, torej bom rekla, nimamo v bližini nikogar, s katerim bi to predebatirali in mislim, da je to pač večkrat ovira za dobro prijavo. Medtem ko delo v raziskovalni skupini pomeni nedvomno pogoste razprave in to smo mi, skupina je sestavljena v glavnem, so sestavljene moje nekdanje doktorantke in skozi leta smo, lahko rečemo, zelo izboljšali način prijavljanja, način dela. In to je bil te predhodne izkušnje, ki smo jih mi imeli najprej s slovenskimi nacionalnimi projekti, potem pa z dvema mednarodnima projektoma. Seveda te mednarodne prijave, ki so, z eno smo se v bistvu približali najožjemu zboru, nismo bile pa financirane, te mednarodne prijave so seveda bile izredno pomembne, ker smo se vključile tudi v mreže, ki so prijavljale evropske projekte in videli seveda, kako to delo poteka. Torej, bom rekla, predhodne izkušnje so po mojem ključne. Druga, bom rekla, temeljni pogoj za dobro konkurenčnost na razpisih ERC je nedvomno bibliografija tistega, ki konkurira. In tu mislim, da brez mednarodnih objav, brez prevodov, mogoče tudi slovenskih del v tuje jezike, da tu ne gre. Da je to ključen moment, da to, kot so mi povedali, vsaj v mojem primeru, je bil zelo pomemben faktor,
In seveda, to, kar je pomemben faktor, da ocenjevalci lahko ugotovijo, da je ideja, ki jo misli, ki jo predlaga raziskovalec ali raziskovalka, da ta ideja je podkrepljena že z bibliografijo, oziroma da raziskovalec, raziskovalka nadaljuje to, kar je začela že pred časom. Torej, mislim, da je ta element zaupanja in hkrati že nekega predhodnega dokazovanja za ocenjevalce, saj ta je moj vtis, zelo pomembna, in torej, da to prepričanje, denar bo nekako zaupa nekomu, ki bo dobro izpeljal, ta ideja pogojuje ocenjevalce. Zdaj, vprašanje raziskovalnih idej je seveda originalnosti, tudi to, kar včasih se zlasti v slovenskem prostoru se veliko prenaša tujih idej, tujih konceptov v slovenski raziskovalni prostor, in mislim, da tu je težava, da ta skromna pripravljenost na resnično inovativnost. Veliko več je prenosa, manj inovativnosti, saj to je pač moje prepričanje. In če lahko pač dam nek nasvet, nedvomno, biti čim bolj inovativni, prodorni glede pač tudi na referenčna okolja, na katere se ponavadi navezujemo pri svojih raziskavah. Zdaj, v primeru ERC-ja moram reči, da je ključno vlogo nedvomno odigrala Martina Tekavec, ki je bila takrat zaposlena na ZIF-u. Če ne bi mene spodbudila in rekla, vi ste v tem trenutku absolutno primerna oseba, da lahko prijavite, jaz seveda v to prijavo te prijave se ne bi lotila, ne bi poskrbela za idejo in tako naprej. To pomeni, da je v bistvu spodbuda inštitucije, raziskovalne inštitucije, znotraj katere deluje nek raziskovalec, raziskovalka, tudi izredno pomembna. In seveda tudi potem v nadaljevanju je bil njen suport izredno kvaliteten in izredno pomemben, tako kot je bil tudi izredno pomemben suport, ki nam ga je dala služba za mednarodne projekte na Univerzi v Ljubljani. To je nekako historiat. Zdaj seveda, če bi potem šla pogledati zelo detaljno ta ideja o raziskovanju žensk v povojnem času in seveda razdelanost celotne te ideje, kot sem dejala, je bila zelo povezana s predhodnimi raziskavami, ki smo jih vodile v okviru nacionalnega projekta, posvečenega ženskam in veliki vojni, in hkrati tudi povezana s projektom, ki smo ga dobile od ARS-ja kot nadomestek pač za visoko uspešnost na projektu HERA, ampak ne pač ne da bi dobile financiranje. No, tista izkušnja je seveda bila tudi pomembna, da smo pač, kot sem rekla, konkurirale za nek evropski projekt in prišle pač dobesedno med, če se jaz dobro spomnim, med prvo 12-terico. To pomeni, da so bili vsi pogoji pač dobri za ponovitev. Glede, da vidimo, če je še kaj takega, kar bi bilo, zdaj mislim, ne bom predstavljala samih raziskovalnih vprašanj, niti ne tematik, ki smo jih pač vnesli v ta projekt, to sem že večkrat storila, oziroma smo že večkrat storile. Bom pa še opozorila recimo na eno zagato, resno zagato, ki smo jo imeli pri prijavi, oziroma to so bila etična vprašanja, ki nastopijo ob vsakem, lahko rečem, humanističnem družboslovnem projektu, ki se loteva
vprašanj, recimo raziskovalnih virov, osebnih podatkov, torej vsa tista področja, na katerih so osebni podatki pomembni, tu je evropski projekt postane resen zalogaj. Brez resne poglobitve, mislim, da v bistvu sama prijava ni bila zahtevna. Zahtevno pa je bilo reševanje in pridobivanje vseh etičnih protokolov. Tu je naš projekt pa bil izredno zahteven, tudi zaradi nedorečenosti zakonodaje na tem področju, zaradi neusklajevanja zakonodaje, torej slovenska zakonodaja ni bila vedno usklajena z italijansko, ali z avstrijsko, ali hrvaško, skratka, ker glede na to, da imamo mi transnacionalni projekt in da raziskujemo 4 različna nacionalna območja, je bilo to usklajevanje izredno zahtevno in kot dobro vemo, včasih se izkaže slovenska stvarnost najbolj bolj komplicirana, ko gre za take vire kot sosednje. Tako da v ta del prijave, ki je sicer bil naknaden sami izbiri oziroma pač odobritvi RC-ja, ampak seveda brez tega dela konec koncev RC-ja ne bi dobili. Skratka, tu je bilo izredno resno delo in če ne bi seveda tu bilo več oseb, ki bi se s to tematiko ukvarjali, v moji skupini sta se tu prvenstveno ukvarjali dr. Ana Cergolj Radiš in dr. Urška Strle, torej če se ne bi tu izredno angažirali, potem mislim, da bi, ne vem, kako bi se zaključila, verjetno zelo težko, no, ampak kot pravi, naš projekt je tu res imel ogromno etičnih protokolov in bom rekla, največji napor pri našem projektu je bil res vložen prav v pridobivanje, bom rekla, teh dovoljenj. Toliko. Hvala lepa. Samo trenutek, imamo eno vprašanje. Omenili ste prodornost in inovativnost koncepta kot elementa za večjo uspešnost na RC projektih. Ali lahko ta dva pojma opredelite iz vidika vaše izkušnje in navedete kakšen konkreten primer za element inovativnost? Sprašuje Nataša. Ja, inovativnost tega našega projekta je bilo, da neke komparativne analize povojnih obdobij in vloge žensk v njih ni bilo. Kot vemo, so historiografije izredno nacionalno oblikovane in naš cilj je bil seveda proizvesti transnacionalno historiografsko osvetlitev in to je bila nedvomno inovacija, hkrati pa seveda smo zaznali manko, ki je bil pač na področju historiografije evidenten, kajti v zadnjih 2-3 letih je ogromno projektov, ki se ukvarjajo s povojnimi obdobji, ampak takrat, ko smo mi prijavljali, tega je bilo izredno malo, da ne rečem, da smo bili skorajda pionirski na tem področju. In v tem, bom rekla, pionirstvu je bilo tudi to, da smo zaznali pač odsotnost komparacij med tranzicijami, torej izredno skromna je bila v tistem hipu, danes bi težje rekla, ampak takrat v tistem hipu je bila izredno skromna komparacija med tranzicijo po prvi, po drugi in podobno tudi v 90-ih letih. Torej, tu pač šlo je za detektiranje, tu sem jaz detektirala nek manko, neko pomanjkljivost in okrog te pomanjkljivosti sem potem oblikovala to idejo projekta. Aleš Završnik pa sprašuje, kaj priporočate, fokus na Evropo ali recimo zgolj na del Evrope, naprimer Central and Eastern Europe, ali ima lahko fokus na, torej ta Central and Eastern Europe prednost, ali je to slabost?
sprašuje Aleš Završnik. Ja, seveda je lahko prednost, ampak jaz mislim, pri vsaki ideji je vedno morate potrditi izvedljivost in, bom rekla takole, dobro obvladovanje tematike. Seveda mi lahko postavimo krasne komparacije med Finsko, Portugalsko, recimo, da ostanemo na področju tranzicij, lahko primerjamo finsko tranzicijo s portugalsko tranzicijo in tako naprej. Ampak tu seveda moramo izhajati iz nekih referenčnih del, moramo izhajati iz tega tudi, kar smo mi doslej naredili. Jaz mislim, to je ključen moment. Mi si lahko mislimo zdaj nek krasen projekt, neko enkratno, ampak recimo, da bomo pač preučevali artistične oblike, ne vem kaj, ampak če mi doslej se nismo ukvarjali s to tematiko, potem pač bomo bili vredni manj zaupanja. Tako da tu je preplet elementov, ki jih ocenjevalci upoštevajo. Ja, hvala lepa. Zaenkrat ne vidim več vprašanj. Mogoče še kakšna dvignjena roka? Tudi ne. Dobro, potem bi se vam zahvalila, doktor Verginela. Ja, hvala vam. Jaz sem sam zadovoljna, da sem se povezala, ker očitno v zadnjem času, ne glede kje sem, tehnologija pač mi ni naklonjena in res to, da sem prešla na tablico, se je na konec koncev izkazalo za učinkovito. Ja, no. Slišali smo vas praktično ves čas, razen v nekem hipu ste zginili za mogoče 30 sekund, nič več. Ja, jaz tu vam povem, žal pač smo na evropskih tleh, ampak tehnologija ne povsod deluje tako, kot bi morala. Tako. Žal, bomo poskušali. Hvala, jaz vas bom pozdravila. Če bo še kakšno vprašanje, seveda najbolje, da mi ga pošljejo po fakultetni pošti. Hvala. Najlepša hvala. Nasvidenje. Nasvidenje. Dobro, potem pa bi zdaj prosila doktor Sorčana,